Tako kot pretekla leta se je naša ekipa tudi letos odpravila na tradicionalni pohod po Jurčičevi poti od Višnje Gore do Muljave. Prvo marčevsko soboto se je pohoda udeležilo več tisoč pohodnikov iz različnih koncev Slovenije. Med pohodniki smo opazili tudi nekaj zasavcev, med njimi rekreativnega tekača in izkušenega pohodnika Franca Fajfarja iz Kisovca, kjer je tudi sedež naše televizije. Evo, Kisovčani tudi na tem pohodu prvič? Ne, kje pa, mislim, da sem 19. Več vas je šlo, ne? Cel avtobus nas je, 20. Kje pa? Mi smo šli iz Laka, Kisovec, Zagorje, pa sem čez. In kakšna se vam zdi ta pot? Ja, za mene je lušna, zato ker jaz tudi grem vsako leto na Polžavo, ki je Krevsov tek, ne? Pa še tam tečem, ker večji del poti Jurčičeve gre tudi po tem teku, ne? Glede na to, da jaz vem, da ste vi dober in kar precej znan v slovenskem prostoru kot tekač, ste kdaj pomislili, da bi se te Jurčičeve poti udeležili recimo v tekaški opremi, da bi tekli celo pot? Vse sem jo že pretekel. Samo je težko, ker je preveč razmočeno, ni pravi čas glih za tekaško, ne? Mora biti pač malo bolj suho. Jaz sem že v letih, jaz nisem več, sem še pač aktiven, ampak moramo malo na zdravje gledati, če ćemo 100 let dočakati. Literarno popotovanje je potekalo v spomin na rojstvo pisatelja in časnikarja Josipa Jurčiča, ki se je rodil na Muljavi pred 169 leti. Omenimo še sklad Josipa Jurčiča, ki letos, prav tako kot pohod, praznuje 20-letnico, ki sta ga leta 1993 ustanovila skupščina Nove revije in upravni odbor Društva slovenskih pisateljev. Poimenovanje po pisatelju in novinarju Josipu Jurčiču, nagrade pa vsako leto izročijo na Jurčičev rojstni dan, 4. marca. Sklad se financira predvsem s sredstvi donatorjev, v statutu pa je zapisano, da bo nagrajeval in spodbujal resnicoljubnost kot moralno načelo slovenskega novinarstva. Nagrade Jurčičevega sklada za leto 2012 so prejeli kolumnist in predavatelj Matevž Tomšič, novinarka RTV Slovenija Darja Korez Korenčan ter duhovnik in kolumnist Ivan Štuhec. Gremo nazaj k Jurčičevemu pohodu. Pohodniki, planinci in ljubitelji narave so si na zasneženi 15-kilometrski pešpoti lahko ogledali krajinske in zgodovinske zanimivosti krajev, ki so tudi Jurčiča navdihovale za njegove največje literarne stvaritve. Med pohodniki je bil tudi meščan Višnje Gore Pavel Groznik, ki se je dobro spominjal prav vseh pohodov. Ob 150-letnici Jurčičevega rojstva so takratni občini Grosuplje, tam je bil zaposlen potem nekdani ivanški župan Jernej Lampret, pa še nekaj nadebudnežev. Jernej Lampret je doma iz Muljave in so se odločili, da bi obudili to pot. Prvi cilj je bil pri gostilni Šerek dol pri železniški postaji, tudi trak je bil in ga je ena ministrica takratne grosupeljske vlade, da bi tako rekel narekovaju, ena Olga Žitnik ga je prerezala in smo šli na pot. Vreme je vedno bilo, včasih slabše, včasih lepše, najslabše po mojem, ko sem bil vseh 20krat na tem pohodu, je bil drugi pohod, ki se ga je udeležilo samo 200 pohodnikov in smo hodili dobesedno po vodi. Vendarle je bilo kljub vsemu prijetno in jaz grem vedno vsako leto znova rad na to lepo pot. Vsako leto vedno znova vzamete v roke tudi kakšno Jurčičevo delo? Ja, tudi včeraj sem vzel v roke grški prevod Kozlovske sodbe v Višnji Gori, ki je tule za menoj v mestni hiši prišla na svetlo, da tako rečem. Naša višnjanska Grkinja, dramska igralka Lojska Vajanos je prevedla to imenitno delo. Domačin Janez Kastelic je naredil krasne slike, lahko si ogledate, tu je razstava. In
To je že 9. prevod in s temi prevodi bomo še nadaljevali. Za piko na i ga bomo nazadnje še v kitajščini. Ne znate ne kitajsko, ne grško, ne? Ne kitajsko, ne grško, majčko ne znam brati, grško malo, čisto malo, toliko, da sem lahko videl. Vendarle se mi zdi, da je to zelo pomembno, da to našo humoresko, ki je vedno aktualna, predstavimo tudi drugim narodom. In zelo zanimivo, ko smo poljski prevod izdali, se je ugotovilo, da je na Poljskem tudi kraj Višnja Gora približno enake velikosti in vzpostavili bomo že ta mesec stike s predstavniki tega kraja in mislim, da se bomo začeli obiskovati. Vi ste res prava enciklopedija. Ne, nisem. Vsak nekaj ve. Ja, skromnost je lepa čednost. Kot rečeno, območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti, ki ima sedež v Ivančni Gorici, se je skupaj s številnimi prevajalci in ilustratorji lotila projekta, ki je Jurčiča še bolj približal tujim bralcem. Jurčičevo delo Kozlovska sodba v Višnji Gori je tako prevedeno in izdano že v 9 svetovnih jezikov. Na predvečer letošnjega pohoda so v Višnji Gori predstavili še grški prevod Jurčičevega dela z ilustracijami našega sogovornika. Prvotna mi je bila najbližje kar olje, nekako je, z akvarele se sicer zelo malo ukvarjal in je nekako skoraj vzporedno se je začela to risba, ker sem tako z grafične šole izhajal, ne. Je risba bila meni osnova in pero risba je zdaj tukaj prisotna kot ilustracije, ne. Ste Jurčiča prvič upodobili? Jurčiča sem že otroštvu večkrat upodabljal, ja, tako. Sicer risbe so nekje skrite doma, založene. Tiste je bilo bolj svinčikom risano. Drugače ga pa že na prvem Jurčičevem pohodu Jurčiča risal. No, se to je pa zanimivo, ne? Tam so fotografije na tistem prvem pohodu. Kakšen je vaš spomin na ta prvi pohod? Kakšen je bil v primerjavi z danes? Ja, zelo zanimiv. Je bil na svojsten način zelo lepo prikazano. Celo ena koza je bila tam zunaj, ne? Ki je bekala, bližnja sosedova. Jaz sem pa risal, kakor je tam razvidno na fotografiji 94. leta. Ne. Je bilo tudi takrat tako veliko ljudi? Ja, je bilo kar okrog 3000 do 4000. Potem je pa to raslo, ne? Pa je pa naraslo, vsako leto se je stopnjevalo, ja. Preden smo se odpravili iz Višnje Gore, smo za nekaj izjav zaprosili še komandirja policijske postaje Grosuplje Vlada Ščavničarja. Tudi policisti so, tako kot zdravstveno osebje, nenadomestljivi. Policisti tudi na pohodu, zdaj na pohod, ali je kakšna druga funkcija? Spremljanje pohoda, varnost. Pa to večkrat že ali to bilo prvič leto, je to prvič leto? Ne, vsa leta sodelujemo, varujemo oziroma sodelujemo pri varovanju. No. Ste kdaj šli pa tudi tako privat na ta pohod? Na tem pohodu pa še nisem bil privat, ne. Pa vas kaj mika? No ja, samo mrzlo je zame. Kaj pa sicer, greste kdaj v svojem prostem času na kakšen drug pohod? Ja, bolj gorenjske se držim v prostem času, tako da kaka Katarina pri Medvodah se znajde. Tudi 2000-aka? Tis pa ne, planinc pa nisem. Sem z ravninskega dela Slovenije, pa me ne mika v planine. No in koliko policistov je tokrat na tem pohodu, koliko je tistih, ki ste nekako službeno na tem pohodu? Službeno nas je 6. 2 konjenika. Boste zmogli? Ja, bomo zmogli. Treba je paziti, mečkem po progi iti za njimi, tako da kdo ne obstane na progi. Pa do zdaj še ni bilo težav, pa tudi letos ne bo. Kot smo uspeli izvedeti, večjih težav res ni bilo. Nekaj svojih mnenj in vtisov še pred začetkom pohoda so z nami delili tudi nekateri pohodniki iz različnih koncev Slovenije. Na koliko pohodih ste bili vi? Sam na prvič sem danes. A res da? Ja. Kje ste slišali za ta pohod? Po radiju. In kakšna so vaša pričakovanja? Kje veste, kakšna pot vas čaka? Ne vem, ampak pričakujem se najboljše. Iz kje pa prihajate? Novo mesto. Kaj pa vi, gospa? Verjetno ste partnerica, ne? Tudi prvič? Tudi prvič, ja. Kaj pa sicer hodite na kakšne pohode druge? Ja, večkrat greva kam. Kam pa?
na Babno polje, z Babnega polja do Goričic, pa včasih na Gorjance, pa še kam drugam. Pa ste že kaj prej slišali za ta pohod? Že večkrat. Kaj pravijo o tem pohodu? Ja, vse najboljše. Torej bo vse najboljše tudi tokrat prvič. Upajmo, ja. Iz kje pa vi prihajate? Iz Gorene vasi, iz Poljanske doline. Prvič na tem pohodu? Prvič. Kje ste pa slišali za ta pohod? Po javnih občilih, pa reklame, pa planinsko društvo in tako dalje. Ste se kaj pogovarjali s tistimi, ki si že bili na tem pohodu? Kako je? Ne, razen kakor je bilo v avtobusu govora. Glede na to, da ste kar fajn opremljeni, verjamem, da tile pohodi so kar nekako stalnica v vašem življenju. So, pa tudi pohodništvo, tako ali drugače po hribih. Ste prvič na tem pohodu? Ne, petič. Iz kje pa ste? Iz Litija. In kako je bilo recimo prvič, kdaj je bilo prvič? To je bilo pa že dolgo, tako da na vsake 2 leti približno hodim. Tako da, drugače smo pa planinsko društvo Litija. In kakšna se vam zdi ta pot? Lepa, če nas ne bi tukrat bilo. Hodite tudi na druge pohode? Ja, Levstiko, Tisje, v Zasavju, dosti imamo tega, dosti športa. No, ta je eden redkih literarnih pohodov, ne? Kako dobro ste pa vi tako seznanjeni z Jurčičem? Iz rane mladosti. Zdaj vzamete kakšno knjigo v roke njegovo in jo preberete? Ja, bolj kot da ne. Katera je bila zadnja njegova? Ne bi vedel zdaj, ne bi vedel. Kjer je bila zadnja, ne vem, res ne. Pohoda se je udeležilo kar nekaj občinskih svetnikov Ivančne Gorice. Opazili smo Milana Jevnikarja, pa tudi Janeza Mežana. Občinski svetniki na pohodu prvič? No, ne. Najbrž že skoraj vse pohode, kar jih imaš. Ja. Greste tudi na kakšen drugi pohod, ali so ti prvotni, vaši, edini? Takole ne 64 na let, ker sem v hribih vse vikende. In če bi primerjali ta Jurčičev pohod, ki ga imate v Ivančni Gorici, z drugimi pohodi, kako se vam zdi, da je organiziran? Naš pohod je organiziran v piko, ampak so tudi ostali v odredu organizirani, tako da ni problema. Imate izkušnje, kakšno pot pričakujete? Snega je kar nekaj, prav mrzlo ni, tako da zna biti kaj blata? Ne, samo mehka in to pol noge ne trpijo, greš tako še po perzijskem tepihu, tako da bo enkratno. Po krajšem kulturnem programu smo še precej zgodaj zapustili Višnjo goro in se povzpeli mimo razvalin starega gradu. Takole pa smo stopicali po strmi in zasneženi poti in le na kratkih odsekih tudi malce blatni. Iz kje pa vi prihajate, iz katerega društva? Ob Savi. Katero društvo? Društvo upokojencev Zagorje. Podplaninsko društvo isto Zagorje, pohodna skupina Vandrčki. Veliko vandrate? Ja, kar dosti. Skoraj vsak teden. Kako pa je s tolo vašo Jurčičevo potjo? Kolikokrat ste že bili? Zdaj smo tretji, mislim, medva žena smo tretjič. Ja. Vsako leto zdaj, zadnje leta? Ne, na zadnje 2006, 2007, no, zdaj pa letos sva se spet odločila. Si zamišljate teden brez pohodništva? Ja, kar težko. Saj kakšno krajšo turo narediva okrog Zagorja. Po kratkem postanku smo pot nadaljevali skozi vasi Pristava in Zavrtače. Točno veste, kdaj je treba snimati. Jaz sem nič podpisal, da me vas snimate. Prvič na pohodu? Ne. Kolikokrat pa že? 6krat. 6krat zaporedoma, res, smo se lam videla. Pozabo? Aha, vidiš, to je. Zdaj pogosto hodiš tudi na druge pohode? Ja, posod. Večina. Jurčičeva, Litijskega, gor, pa posamezno. Zdaj, če bi primeral ta pohod z nekaterimi drugimi, kakšen se ti zdi? Ja, mislim, da je kar najlepši. Ker ta prvo, pa da se lahko razgibaš, pa to ne. Si pričakoval tako veliko ljudi, glede na vremenske razmere? Ja, ker grejo vsakmu remeni. Se hodimo po hribih, tudi po mokrem. Ne drži, da smo nogometaši, samo nogometaši, tudi še kaj drugega.
tudi pohodniki. Zdaj smo nogometni, pa hodimo, ne. Tako da moraš gibati v življenju skozi, dokler te nese, ne. Ko bi nas le še dolgo neslo. Že kmalu smo prek razgibane in pobeljene narave prišli do smučišča na Polževem, kjer smo se lahko okrepčali s čajem, ki so ga brezplačno ponujali organizatorji na stojnicah, kjer se je našlo tudi še kaj drugega. Tu se ponavadi pridruži nekaj pohodnikov, ki se pripeljajo z avtobusi. Sledil je vzpon do cerkve Svetega Duha, ki je s 630 metri nadmorske višine najvišja točka poti. Spust proti razvalinam gradu Rojinje in Slemenice, kjer je Jurčič črpal motive za svoje pripovedi in romane, je potekal po zamrznjenem snegu. Kot vsako leto smo se tudi letos zaustavili ob prijetnem počivališču. Po dobrih 3 urah hoje smo prispeli do Jurčičeve domačije na Muljavi. Nekateri so pot nadaljevali do Krke in si ogledali še izvir reke Krke v Krški jami ter lovsko razstavo v prostorih stare šole. Drugi smo si na stojnici založbe Karantanija lahko kupili nekaj knjig Josipa Jurčiča. Gre za založbo, ki jo vodi David Tasič, junak slovenske pomladi, znani z procesa proti četverici, imenovani JBTZ. To so kratice priimkov Janša, Borštnar, Tasič in Zavrl. Omenjene je takratna nedemokratična oblast preganjala in 3 tudi zaprla tik pred demokratizacijo in osamosvojitvijo Slovenije. Seveda pa so nas na Muljavi pričakale tudi druge bogato obložene stojnice, na katerih se je res dalo marsikaj kupiti. Tole pa nam je povedala predsednica Kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava. Praznovanje Jurčičevega rojstnega dne ni samo pohod, ampak je še marsikaj drugega, kaj ne? Tako je. Muljavci smo svojemu rojaku, velikому pripovedniku, predani leto in dan. In kako začenjamo? Seveda domači pevci mu zapojejo podoknico. To smo opravili v četrtek. Potem pa smo podelili tudi priznanja, torej Jurčičeve plakete Zveze kulturnih društev občine Ivančna Gorica, ljubiteljem, ki si te plakete še kako zaslužijo. No, če jih predstavim, torej med prejemniki je naš igralec, ljubiteljski seveda, Dušan Garden, ki ga bomo letos videli v tem našem krasnem naravnem amfiteatru. Potem je godbenik, član godbe Stična Jože Čoš in vodja skupine Šentviški Slavčki Tanja Tomažič Kastelic. Seveda, potem je poglavitna tudi tista Jurčičeva pot, ne. Kakšni so pa vaši spomini na tiste začetke te poti? Danes je radostna Muljava kot že 19-krat. Prej moram reči, da imam pa na prva leta najlepše spomine. Zelo prisrčno. Zelo lepo smo sodelovali, krasno. Muljavci se znamo tudi sedaj dobro dobiti skupaj in postorimo vse, kar je potrebno. Veliko je še dobre volje in lepe energije med nami. Očitno je pa veliko, tudi recimo ne najboljšim vremenskim napovedim, ne, pa sneg, pa nekateri so se blata bali, pa ga ni bilo, ne. Torej, kljub temu res množičen obisk. Tako, snegom smo imeli kar nekaj zadreg, ampak z dobro voljo vse gre. No, jaz sem vesela, da toliko ljudi pride prav na ta dan, torej da počastijo tudi pohodniki in ljubitelji vsega lepega, kulturne dediščine, seveda poklon je pa predvsem našemu rojaku. Hvala Sloveniji. No, jaz sem včasih opazil tudi, da so prodajali kakšne knjige zelo poceni, to je treba povedati, knjige Josipa Jurčiča, ne. Potem kakšno leto, ne, no, danes sem pa vesel, ne, spet so tu. Spet založbi Karantanija smo hvaležni. Redno prihajajo med nas, seveda z Jurčičevimi deli in zelo sem vesela, da bojo tudi prodali, da se širi Jurčičeva beseda. In kar je pomembno, ne, zelo poceni so, ne, danes so knjige kar drage. Izjemno poceni, zato Karantanijo ne delamo reklame, ampak hvaležni smo
da nam ponujajo Jurčiča, da je dostopen vsakomur. Ga še vi vzamete kdaj, ne Jurčiča, ampak knjigo Jurčiča v roke? Ne vprašajte, delam dramatizacijo za grad Rojinje, spet sem vse prebrala, vsa njegova zgodovinska dela, ampak ne enkrat. Na Jurčičevi domačiji sta glavna prireditelja pohoda občina Ivančna Gorica in planinsko društvo Polž, v sodelovanju s številnimi lokalnimi društvi pripravila kulturno-zabavni program. Ogledala si ga je tudi novinarka, nekdanja poslanka in nekdanja županja prestolnice Danica Simšič. Gospa Danica Simčič, jaz vas lansko leto nisem videl na tem pohodu. Lansko leto ne, pa morda še kdaj prej tudi ne, sem pa relativno redna pohodnica na tej poti. Kakšna se vam zdi ta Jurčičeva literarna pot? Lepa, prijetna, no letos je bilo malce ledeno tudi vmes, drugače pa je prijeten trenutek za druženje in sprostitev. Greste velikokrat tudi na kakšno drugo pohodniško pot? Ja, navadno hodimo s planinskim društvom kar iz Kamnika, ker je oče v Kamniku, udeležujemo se Jurčičeve poti, pa od Litije do Čateža in skratka redni pohodniki. Če vam povem, da je oče danes tukaj samo 20-tič, torej na vseh 20 pohodih, potem veste, da smo kar precej zvesti in redni pohodniki. Zbrane je nagovoril slavnostni govornik, župan občine Ivančna Gorica, Dušan Strnad. Razveseljuje, da je bil njegov nagovor zbrani množici povsem nepolitičen, kar se danes le redko zgodi. Veliko pa je povedal o Josipu Jurčiču, njegovi neprecenljivi zapuščini in tudi o turizmu, ki mu na občini posvečajo veliko pozornosti. Kot je v slavnostnem nagovoru še poudaril, je z Jurčičevim življenjem tesno povezana celotna občina Ivančna Gorica, ki praznuje svoj občinski praznik vsako leto 29. maja. To je na dan, ko je leta 1871 Jurčič postal urednik časnika Slovenski narod. Letos mineva tudi 140 let, odkar je časopis Slovenski narod postal dnevnik. Eno izmed najvišjih občinskih priznanj, ki jih občina podeljuje za izjemne dosežke, nosi njegovo ime. V njegovem rojstnem kraju na Muljavi deluje muzej Jurčičeva domačija, domače kulturno društvo, ki tudi nosi njegovo ime, pa vsako leto pripravi uprizoritev na prostem enega izmed Jurčičevih del. Z Jurčičevim imenom se ponaša tudi uspešna srednja šola in gimnazija v Ivančni Gorici. Župan, celotno pot? Ja, seveda. Županu se že spodobi, da gre celotno pot. Pa ne prvič, ne? Negotovo ne, jaz redno vsako leto se prehodim celo pot, mislim, da sem redno začel hoditi leta 2004, prej pa občasno. Pa tudi čez leto kdaj po tej poti? Ja, vsaj enkrat ali dvakrat, ker takrat je ta pot še najlepša, imaš mir in se lahko marsikaj razmisliš po poti do Muljave in pa seveda tudi nadihaš svežega zraka. Jaz ocenjujem, da je pohodnikov med letom celo več, kot jih je na sam dan pohoda. Pa ste pričakovali zdaj v tem zadnjem tednu, da se bo kljub takšnemu vremenu, snegu, zbralo toliko pohodnikov? Jaz mislim, da je Jurčičev pohod že tako ukoreninjen pri planincih, da za udeležbo se ni bati. Seveda udeležba malo niha glede na vremenske razmere, vendar tisti najbolj pripadni temu Jurčičevemu pohodu pridajo in tako so prišli tudi letos, ko so neko čisto zimske razmere na poti. In letos smo seveda spet prešteli obiskovalce in jih je več kot 5000. V imenu organizatorjev je zbrane nagovoril tudi predsednik Višnjegorskega planinskega društva Polž Aleš Erjavec. Podpredsednik Planinske zveze Slovenije Borut Peršolja pa je v svojem nagovoru spomnil tudi na 120-letnico Planinske zveze Slovenije. Dva lepa jubileja sta 20 let pohoda, pa 120 let Planinske zveze Slovenije. To pa je kar nekaj, ne? Lahko rečemo razlog za praznovanje. Ja, mi smo zadovoljni, da nam je Planinska zveza zaupala krajšo prireditev v počastitev 120-letnice, ker mi smo to prireditev imeli v Cankarjevem domu, kjer je bil tudi predsednik države, gospod Pahor. Ampak tam se nismo mogli udeležiti toliko planincev, zato smo osrednjo slovesnost premaknili v Višnjo goro, kjer je le toliko več pohodnikov.
Kako ste pa zadovoljni s tokratno letošnjo udeležbo kljub snegu? Po pravici bom povedal, da smo pričakovali manj ljudi. Res smo pričakovali manj ljudi zaradi snega, ampak vseeno se je številka vrti tam nekje okoli 7000 in mi smo zadovoljni, ne? Mi smo zadovoljni, nimamo kaj drugega, upam pa, da so tudi pohodniki zadovoljni. Ni bilo pa nobenih nevšečnosti, pot smo dobro pripravili s pomočjo občine in planincev, samo 40 planincev je cel teden delalo na tej trasi. Ne? Opažate pohodnike iz različnih koncev Slovenije ali prihajajo bolj iz Dolenjske? Ne, pohodniki so z Maribora, Zasavja, ne samo Dolenjci, Primorci, Gorenjci, Ljubljana seveda, ne, ker je blizu. Mislim, da so pohodniki iz cele Slovenije, vem pa, da so tudi iz Zagreba pa iz Reke. No, ko se nekako zaključuje 20. pohod, ste z mislimi že pri 21. Nisem. Ne. Zato je še čas. Zato je še čas. Zdaj se nam je odvalil en kamen od srca, težek, ker smo se malo bali zaradi snega, ne? Ker 2 leti nazaj smo imeli kar nekaj poškodb, ampak letos je lepo vse super, tako da je to res v redu. Prireditelji ocenjujejo, da se je pohoda v preteklih 20 letih udeležilo več kot 100 000 ljudi. Nemogoče pa je prešteti tudi vse tiste pohodnike, ki obiščejo pot med letom. Pohodniki, ki so se na letošnjem pohodu lahko naužili tudi žarkov pomladanskega sonca, so že med potjo spoznali gostoljubnost domačinov. Še posebej bogat spremljevalni program pa je bil na Jurčičevi domačiji, kjer se je domača občina predstavljala s številnimi društvi in z izdelki, ki se že uspešno promovirajo pod novim skupnim občinskim sloganom Prijetno domače. In da ne pozabimo. Ob 20-letnici se nam je zdelo prav, da ponudimo pohodnikom nekaj posebnega in Orleki so nekaj posebnega, vrhunska kvaliteta in jaz se že prav veselim tega nastopa. Orleki so resnično navdušili, najprej svojo pohodniško, zelo znano skladbo in potem še z drugimi uspešnicami. S tem pa končujemo našo reportažo z 20. Jurčičevega pohoda in vam kličemo dobrodošli na 21. Stvari v rucah smetam in jo mahnu direktno na klon. Grem cementarne šlo, medla me bode v oko, prečkam Savo, zaženem se v hrib. V prve rajde so piham, si rokave zaviham, a počasi orijem na vzgor. Nikjer ni konca teh raj, za vsako dolje ovih, na koncu gozda zagledam Dubovc.